Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Tija in Blaž, lepo pozdravljena. Živijo. Dobro jutro. Kreera ste vi, oziroma vi dva v imenu še drugih treh članov, ne? Čeprav razumem, vas je 5. Tako, 15 je, na zadnje, ki smo bili takole na radiju, so me vprašali, in kdo je Kreera, in jaz sem prebila tvoj naslednji, najljubši band, in pol smo zašli, in pol sem pozabila omeniti vse ostale. Tako da. Eva Pogorelec na klaviaturah, Leon Pečarič na bobnih in Matjaž Pogorelec na basu. Jaz sem pa Tija Alfirov za majkom, vokal. Jaz sem pa Blaž Žlogar na kitari. To smo mi, evo. In vi ste, iščemo kitarista, iščemo klaviaturista, iščemo pevko band ali prijatelji band, recimo? Mislim, smo skupaj prišli zaradi benda, nismo se prej poznali, ampak zdaj smo pa prijatelji in to Muzika nas je povezala, ja, bi lahko rekel. Tako Eva pa Matjaž sta brat pa sestra. Prvo smo imeli samo njega, kar nekaj časa, ne vem, ki jo je skrival, ker je ona res pika na i, zdaj smo pa popolni. Ja, smo v kompletu. Ja. Tako da, to. Ja. Midva pa živa v bistvu ful blizu, tako sosednja vas. Lahko bi se najina pota prej srečala, Skratka, ampak sta se šele poznaj. Ja, tako. Izgovore ste blokirali že v štartu, ne? Kar se tiče ni časa, ali smo predaleč, ali kakorkoli. Ne? V vsakem primeru se lahko usedete in glasbo ustvarjate. In to počnete na kakšnem svojem placu, ali vsak zase doma in potem se okvirno zmenite, ali kako recimo? Mislim, načeloma jaz velikrat začnem tako komade, da jih napišem na kitaro, pa pridem na plec, pa rečem, banda, jaz imam to, rečem basistu, evo, to so note, klaviaturistki, to so note, Leonu Bobnarju rečem, jaz bi približal nekaj tacga, pa mi skupaj zaigramo, posnamemo. Imamo redne vaje. Ja. Na placu, ampak ustvarja se pa itak, mislim, konstantno. Ko pride inspiracija. Ja. Ali je to doma ali pa na placu. Ne? Ja. Ampak pol enkrat, ko pa skupaj zaigramo vsi inštrumentalno, pa Tija posluša in pa naredi, kar ima ona za narediti. Teksti so tvoja domena potem vseeno? Seveda. Samo njena domena. Samo moja domena. Tako. Ampak ja, ponavadi začnemo z inštrumentalom, če vas je to zanimalo. Ja. Pa pridem jaz na vrsto. No, in koliko časa že vi to tako počnete, recimo? Mislim, da približno 3 leta smo tako v nekakšni tej polni zasedbi. Ja. Ti si prišla junija 22. Jaz sem prišla leta 22. Tako, junija. Tam nekaj. Tako specifično. Bil je poleten dan. Vroč poleten dan. Mislim, da sem vedela datum včasih. Ja. Lahko bi vedela, to bi bilo kar tako romantično. Ja, lahko bi bilo. Ja, lahko bi. Tako da približno 3 leta bi rekel, tam nekaj. No. Ja, se je pa Blaž trudil že prej, imel je vizijo, bil je po raznih kleteh in iskal nas po celi Sloveniji. Forumih, Facebookih, vse. Ampak imel je vizijo in evo nas. Vse je išlo. Smo se dobili. Ja, in zdaj smo tukaj. In zdaj ste tukaj tudi zato, ker ste zmagali na natečaju Showrock, kjer je Radio SI že dolgo medijski sponzor. Kaj so natečaji recimo za mlade glasbene zasedbe? Je to odskočna deska, finančna pomoč, prepoznavnost? Recimo, kako ste vi vzeli ta natečaj? Sigurno je, klej začneš. Klej se učiš, spoznaš ljudi. Tako, to je v bistvu kar dober plus, ker se mi zdi, da toliko veliko skupin smo spoznali skozi te razne natečaje, ker jih je tudi veliko bilo in velikokrat smo videli iste bende na teh natečajih, tako da pol zdaj, ko smo se že z enimi tako 3-krat srečali, smo tako, olej, to spa ti, živijo, lej nas. Ne, super je, da so natečaji, no. Ja, je pa fajn stvar. Mislim, zelo pomaga mladim bendom začeti. Ker na začetku, ker še nimaš špilov, je ful fajn stvar, ker te hitro sprejmejo. Mislim, na natečaj praktično lahko gre kdorkoli, dokler imaš ene par komadov. Tako da se mi zdi, da je fajn. Mislim, tudi nagrade so včasih dobre. Vem, da smo bili na Škisovi tržnici zaradi
na tečaju, pa na tem glasbenem atlasu, ki je bila Siddharta, pa Dante. Pač tako, dobre priložnosti, ki jih rabi band. No. Zelo spodbujamo, da se take stvari organizirajo, ker pomaga. Šovrok pa tudi, seveda. Zelo krasna izkušnja. Ja. No in kot ste omenila, je to priložnost, da se tudi generacijsko nekako bendi povežete, kot je nekdaj bilo, da lahko rečemo, da scena živi. Zdaj slovenska glasbena scena je nekako ponovno oživela kakšnih 10-15 let nazaj, ko se je več mladih bendov tudi zaradi tega povezovanja nekako ustalilo v slovenskem radijskem etru, tudi s pomočjo slovenščine, ki so se do takrat marsikateri recimo izogibali. Kako je vaš pogled na to, ali se ustvarja v maternem jeziku ali v angleščini, ali ste odprti za vse? Odkar pišem v slovenščini, bi težko šla nazaj na angleščino. Zato, ker je sam toliko bolj pristno, ker pač res Jaz sem zelo neumno na začetku hotel, da piše v angleščini besedila, ampak zdaj vidim, da bi bila to tako največja napaka, ki bi jo lahko naredili. Zdi se mi, da toliko boljši spada naša glasba. Nismo niti probavali. Ne, ti si bila sam tako, ne. Ja. Ne bo se zgodilo. Ne vem, kaj mi je bilo, ker nimam nič proti, da bi bilo v angleščini. Ampak je bila prava odločitev, sigurno. Ampak sam to, ki je bolj pristno, res. Ja, pa tudi lep jezik je. Ja, lep jezik imamo. Če daš šanso, se zelo lepe stvari napišejo. Ja. Tako. No in to je tudi en izmed razlogov, da nekako se potem glas, zvok in pa sama zgodba pri vas tudi poveže. Zdaj si bomo vzeli malce glasbenega premora. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Kreera, Blaž in Tija še zmeraj z nami. Kar se tiče same muzike, koliko imate do zdaj posnetih komadov, recimo? Ali pa izdanih, ali pa na stream danih? Trenutno izdanih imamo 4, se pravi en single pa EP. S 3 komadi, se pravi zunaj je Šamar single in potem Kreativna era, to je EP, z pesmimi Noč in dan, Diši po pravljici in Sin hudiča. Tako. To so naši dojenčki za zdaj, ampak imamo veliko pripravljen. Zdaj, če kar povem, prvič, uradno. Začetkom junija izdajamo album. Tako. Ja. Zdajle so komadi že praktično posneti. Ja. Zdajle miksamo, ja. Da bo vse tipi-topi. Tako da zdaj se v bistvu bolj z detajli ukvarjamo s podrobnostmi releasa in tako in tako. Ampak se ful veselimo, ker... Mislim, naš prvi album bo. Ker bo naš prvi album in mislim, da je dober. Ja, tako. Omenila ste snemanje in produkcijo. Snemanje in produkcija je lastna ali imate kakšno zunanjo pomoč? Boš ti? Mislim, snemamo pri Spavkotom. Ki je naš producent že od začetka. Ja, super model. In smo zelo zadovoljni z njim, kvalitetno, pa tudi v redu osebca, tako da z njim res radi snemamo. Kar je tudi pomemben, ja, tako. Da se štekamo. Tako. Je del ekipe, del družine, tako da se vedno vračamo k njemu. Smo pa tudi delali z Andreja Efe. Tudi zelo zadovoljni. Ja. To snemanje smo dobili na natečaju, ker smo zmagali Studio Live v CMK-ju. Ja. Smo dobili 3 komade za snemati, tako da smo tudi v Kopru malo snemali. Ja. In tudi super izkušnja. Ja. Je bilo zelo fajn. Tako da zaenkrat imamo veliko sreče, delamo z hudimi glasbeniki. Čeprav sreča je velikokrat rezultat dobrega dela, Rezultat dobrega dela je pa vztrajnost in neka začrtanost. Koliko ste začrtani, koliko greste po flowu, pač imamo se fajn delamo muziko. Koliko so dolgoročni ali pa srednjeročni plani, recimo. Mislim, ta album je ena taka konkretna, ampak vedno se dela na temu, da se dela. Ne zabušavamo. Probamo nikoli imeti tako večjih premorov. Tako zmer probamo vsaj nekaj delati. Če nimamo špilo, bomo snemali.
če ne snemamo, imamo špile, če ni špilov, kak natečaj, pač zmeraj probamo nekaj. Aktivno nove komade, nikoli se sam ne dobimo, pa mislim, je tudi velikega užitka, pa kaj za dušo zaigramo, seveda, pa se imamo fajn, ampak vedno smo nekako usmerjeni, da se dela naprej. Ja. Da ko greš izvaja, da si tako, to je bilo pa danes v redu. Smo resni. Ja, tako. To je na kratko v bistvu, smo resni. Evo. In zavezani avtorski glasbi, ne? To je. Ja. Zelo. Ja, zelo. Zelo smo Tako, kdaj bi prišel prav, da kakšen cover mal za žurko, pa nikakor, mislim, se tudi kaj, ampak nikakor preradi ustvarjamo. Pa spoh, mislim, vedno pride kaj novega in pa delamo na svojem, kar je ideja. Zmeraj fajn. Ideja tukaj. Ja. Tako da smo ponosni na to. Ja, smo ustvarjalci. Ja. Ne, večinoma. Dobro, preden vas spustimo v studio, da se še glasbeno nastavite, še vprašanje. Poleg glasbe je danes potrebno poskrbeti tudi za neko vizualijo. Ne? So videospoti, so coverji, je prisotnost na družbenih omrežjih. To je nuja ali užitek ali dopolnitev zgodbi glasbi ali kako? Jaz kot... Vse pomal. Mislim, jaz kot grafični oblikovalec bi rekel, da je pač, da gresta skupaj glasba, pa tako vizualna umetnost in vse tako. Pa socialna omrežja so itak nekako povezovanje s svojim communityjem, s svojimi, mislim, fani, pa s svojimi ljudmi, predstavljaš svojo glasbo, to itak v užitek. Je pa sigurno full-time job, tako da... Veliko več ti vzame, kot bi si mislil. Ni uno, dajmo TikTok narediti v 5 minutah, pa damo gor, ne, je malo več kot to. Mislim, sigurno ne pride čist proti, se moraš malo fokusirati, da malo se potruditi, malo se zorganizirati, ampak je pa del tega, pa je tudi v redu. Definitivno. In tudi to spada med kreativno ero, ne? How we feeling? Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Tija in Blaž, ponovno pozdravljena. Živijo. Še vedno smo tukaj. Kreera je zvokovno nastavljena. Tako. Ja. Kaj pa vokalno, recimo? Ti si zjutraj recimo že imela kakšne svoje vaje, kakšen med, kakšen čaj ali kako? Ja, seveda, treba se upeti, moramo odgovorno ravnati s svojimi glasilkami, da bo še na mnoga leta. Kaj pa s prsti potem? Ne. Jaz grem pa samo na surovo, pejmo in to je to. Se bom že v polu. Ti si tak. Ja, ampak zdaj, ko si omenila petje in opevanje, kaj izobraževanje tudi strani petja ali samouk? Ne, sem hodila na pevske od 13. leta. Leto sicer nekako se ni šlo čist urnik in splet okoliščin, ampak ja, smo ne prav v glasbeni šoli, no, privat, ampak delamo na temu. Mi pomaga in dober je za to, da se sprostiš na odru, ker če veš, kaj delaš, ne, pa se ne obremenjuješ s tehniko, ampak sam uživaš. Koliko pa vas je kaj drugače formalno glasbeno izobraženih? Ali ste bolj... Eva na klavirju. Ja. To je pa Leon na bobni. Ampak nič tako zelo resnega, da bi bilo pravno glasbeno... Na kakšnih akademijah. Ali pa kaj tacga. Mislim, jaz sem, na primer, vse se naučil po moje sam iz YouTube-a. Pač vse sem se sam naučil. To je kar cool od tebe, Blaž. Thanks ti, tako da... Tako hipstersko. Ja. Zelo moderno. Ne vem, zdaj se mi zdi, da imaš itak toliko veliko orodij tako na internetu, da se naučiš, tako da v bistvu... Ni izgovorov. Poberite kitaro, poberite... Začni svoj band danes. Tako. Zakaj sem to kena reklama? Ampak poberite kitaro ali recimo, ne? Dobro, za vokaliste, kitariste načeloma je kar, ne bom rekel popraševanje, ampak je kar zanimanje. Ne? Večkrat je težko najti kakšnega bobnarja ali bobnarko, ne? Ker seveda prostori, kjer lahko nekdo vadi, se vam zdi, da je neko pomankanje na sceni, recimo. Definitivno. Mi smo menjali bobnarja
In to je bilo zelo anksiozno za naju. Ja, Jaz nisem bila dober. Ampak smo imeli veliko sreče zaradi tega, ker naš producent Pavko je poznal bobnarja in smo danes bili brez bobnarja 5 dni. Ampak to ni norma. Ne, bili smo brez bobnarja en dan. A ja, en dan je bil. Ja, Okay, mi smo s prejšnjim bobnarjem sva šla na uno pijačo, uno pogovor, zdaj pa to ne bo šlo, Ja. Oboje stransko nekako je bilo. In mi dva cela v krizi, un je pol šel iz pijače, mi dva se gledava, si diževa rane, piševa žiga tu, Pavka tu. In onda ima pač tega modela in mi se dobimo s tem modelom in je bil perfekten. To je Leon in Leon je perfekten. In zdaj je tukaj, do nadaljnjega. Tako da je bilo že tako namenjeno. Ampak ja, definitivno je veliko manj bobnarjev, tudi basistov se kdaj težko najde. No. Klaviaturist oziroma klaviaturistov pa praktično ne obstaja. Mislim, za rock glasbo težko najdeš, tako tiste naučene, tiste akademske, pač ja, ampak velikrat to ne deluje v kontekstu tako rock banda, ker je to čisto neka druga stvar. Tako da Eva je tudi posrečena. Ja. Pa še cela je lepa. Pa še cela je lepa. Včasih so se bendi zapirali za par dni recimo v studio, ne, in so rekli, zdaj bomo plato posneli. Je to recimo način, ki bi ga Kreera tudi lahko uporabili, ali ste bolj na komad pa te sprotne neke kreativne seanse? Mislim, ne da bi zdaj dajali nek pritisk na to, da moramo pa zdaj narediti tok pa tok. Ampak kdaj tudi pade kakšen team building. Evo, imeli smo poletnega, pa smo naredili enega od komadov, ki ga bomo tudi danes pokazali, zelo nafrišno, zelo lep komad. Je tako ta poletni vetrič, je nekaj dodal. Zdaj pa zimska varianta. Ja, drugač, album smo pa tako komad po komad snemali. Se mi zdi, da pri prvem albumu je malo bolj fragmentiran, tako kako delaš. Zdaj za naslednji album bi pa mogoče lahko probali kako to, da bi en teden se zaprli pa sam posneli celega. No. Ampak nismo še tam, najprej moramo ta prvega ven dati, pa bomo pa razmišljali za naprej. No. Ampak... Ja, veste, kako pravijo, najprej pride band snemati album, potem pa album posname band, ne? Tako. Ko se po par dnevih že reči dogaja. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, ob 10:15 bo šlo za res, Kreera, Tija in Blaž sta tukaj. Kaj bomo danes slišali? Nekaj, kar je že zunaj, nekaj, kar prihaja z albumom in nekaj, kar Bog ve, kdaj bo prišlo ven, tako da zelo ekskluzivno. Taka mešanica neizdanega, izdanega in Bog ve, kdaj je izdan. Ja, tako da vse smo prinesli. Probali smo vse noter prinesti. Sam tracklist, vrstni red je naključen ali je kakšna zgodba od zadaj? Mislim, prav globoke zgodbe ni, ne, v zaporedju komadov, ampak smo se pa potrudili. Tako da je maksimalni užitek zagotovljen. Jaz mislim, da smo na placu, kjer vadimo, smo rabili tako urco pa pol, da smo se zmenili. Ponavadi nismo toliko mislili, ni toliko trajalo. Ni toliko trajalo, ampak zdaj smo pa res probali kako bo šlo točno iz komadov. Kako se bo prelivali. Kako se bo prelivali, kaj vse hočemo pokazati. Zanimivo, da si to vprašal, ker je bilo... Je bila bitka neka taka. Del procesa. Ja, je bil, ja. No, ampak za same koncerte pa se tudi face naprej dogovorite, ali samo neko jedro, mogoče komad 2, 3 ostalo pa po feelingu. Ker vseeno je nek odziv publike, ki ga tukaj recimo ni. Ne? Ja, mislim, zdi se mi... Sigurno prilagajamo, če smo na nekem natečaju ali pa neki tako bomo malo balune opasne. Hitre pa opasne. Ja. Nazadnje smo imeli akustično varianto, smo bolj ta nežne, danes pa imamo tako vse malo bolj jutranje, nismo zdaj, ne bomo se drli v ušesavom. Ampak vse pa malo, da pokažemo, da smo rockerji. Tako, to smo mi. Ja. Akustična varianta, tam se vokal ne more skriti, ne, za neko zvočno sliko. Ne. Je mogoče za tebe kot vokalistko akustično mogoče večji izziv ali neko barvo iščeš ali kako? Mislim, sigurno je misel. Zdaj pa zares, ne? Zdaj se pa ne moreš skriti za slabim ozvočanjem, ker smo dali tudi ene par kakšnih dvorančes, ki ni bilo najboljši zvok. Me noben ni slišal, pa sem lahko, za koga sem se pa zdaj toliko trudila. Tako da v bistvu je super, ne? Da se mi sliš. Načeloma je dobro. Načeloma si želimo, da se me sliš.
Ampak ja, je bilo Pa fajn. tudi back vokali, evo, tega ni bilo preden smo dobili, evo, ni bilo back vokalov, zdaj imamo back vokale, pa sva kot dve sireni. Tako da tudi to hočemo, da se sliši. No, tako. Dobro, hvala lepa Tija in Blaž za obisk. hvala. Verjamemo, da bo koncert uspel. Seveda, mora. Ja, more. In potem načrti za v prihodnje smo pa že omenili album nekje junija. Ne? Tako, Ja, ja, takrat pričakujte. to bo Krera poletje. To bomo mi. Prvič ste slišali tukaj. Evo, na radiju. Za vse ostalo pa seveda lahko pač poklikajo na vseh kanalih, ki jih Tako imate. smo, Praktično na vseh. praktično smo Tako posod. da nekje nas že zasledite. Ja, Tako da ja, to je to. to je to. Dobro, Krera danes se uživo slišimo na pol, Mainstageu. ne? Hvala lepa. Hvala. Hvala. Main stage. How we feeling? Radio SI. Main stage.